September je znan kot mesec negotovosti za Bitcoin. Se bo letos ponovil tako imenovani Rektember? Poleg tega bomo razpravljali o novih tveganjih, ki jih blockchain prinaša bankam, šokantni zgodbi o južnokorejskem uslužbencu, ki je rudaril kriptovalute na delovnem mestu, ter o tem, zakaj vrednost AI kriptožetonov pada. Imamo polno zanimivih novic iz sveta kripta, zato kar začnimo. Bitcoin v tako imenovanem Rektembru. Ali nas čaka še en padec? Bitcoin je v septembru znan po negativnih donosih, letošnji začetek pa ni bil izjema. Avgusta je vrednost Bitcoina padla za 8,6%, kar je pripravilo teren za mračen september. Trenutno se Bitcoin trguje pri približno $57,000, a zanimanje trgovcev je šibko. Vendar pa obstajajo znaki optimizma. Nekateri strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko cena Bitcoina v septembru dosegla tudi $65,000, kar bi pomenilo izjemo od prejšnjih trendov. Model umetne inteligence WaveNet napoveduje možnost odboja, medtem ko bo pomembno spremljati makroekonomske kazalnike, kot je stopnja brezposelnosti v ZDA in sestanek ameriške centralne banke 18. septembra, ki bi lahko vplival na smer trga. Kljub zgodovinskemu trendu izgub v septembru, leto 2024 še vedno ponuja možnosti za presenečenja. No, prav to smo si ogledali v Kriptopulzu v živo. Če si ga še niste, si ga kar oglejte. Banke in blockchain. Nova poročila opozarjajo na tveganja. V zadnjem poročilu Banke za mednarodne poravnave je opozorjeno, da banke, ki sodelujejo z javnimi blockchain omrežji, kot je Ethereum, prevzemajo nova tveganja, ki jih še niso ustrezno obvladale. Poročilo, ki je dolgo 25 strani, izpostavlja tveganja v povezavi z varnostjo, pranjem denarja in skladnostjo. Blockchain omrežja brez dovoljenj, kot sta Bitcoin in Ethereum, omogočajo vsakomur, da sodeluje pri potrjevanju transakcij, kar otežuje nadzor bank. Poročilo predlaga uvedbo nadzorne entitete, ki bi imela pooblastila za blokiranje goljufivih transakcij. Vendar pa je tehnologija, ki bi lahko rešila ta tveganja, še v razvoju, zato je prihodnost sodelovanja bank in blockchain tehnologij še vedno negotova. Ne vem za vas, ampak čim slišim besedo nadzor, ratam malo sumničav. Naročite se na naš kanal, če uživate v Kriptopulzu. In če želite izvedeti, kako Slovenci dejansko investiramo in zakaj pri tem nismo tako uspešni, si oglejte video v povezavi tukaj ali v opisu. Razkrili smo glavne napake, ki jih delamo pri investiranju in kako jih lahko odpravite. Južnokorejski vladni uslužbenec ujet pri rudarjenju kriptovalut na delovnem mestu. V Južni Koreji je uslužbenec Korejskega inštituta za raziskavo hrane vzpostavil strežnik za rudarjenje kriptovalut kar na svojem delovnem mestu. Direktor je ukradel 12 grafičnih procesnih enot iz lastnih zalog inštituta in jih uporabil za vzpostavitev strežnika za rudarjenje, kar je odkrila interna revizija. Primer je privedel do policijske preiskave, ki je razkrila, da je direktor zlorabil tudi proračunska sredstva za nakup rudarske opreme, vključno s klimatskimi napravami in električnimi instalacijami. Ocenjujejo, da je povzročil škodo v višini okoli $5,866 ameriških dolarjev. Direktor je zdaj obtožen kraje in kršitve zaupanja in njegov primer je predan lokalnim oblastem. No, nekateri se pa kar znajdejo. Padec AI kriptožetonov. Kako je propad Nvidie vplival na trg? AI kriptožetoni so doživeli občuten padec vrednosti, potem ko so ameriške delnice, povezane s polprevodniki, doživele večji nadzor regulatorjev. Delnice Nvidie, največjega proizvajalca grafičnih kartic, so padle za več kot 9%, kar je povzročilo izgubo več kot $280 milijard tržne vrednosti. Ta padec je prizadel tudi AI kriptoprojekte, kot so NIR, Protocol, Internet Computing
Computer in Render, katerih tržna kapitalizacija se je zmanjšala za 7% in znaša približno 20 milijard dolarjev. Ker se pričakuje, da bo ameriška centralna banka 18. septembra znižala obrestne mere, bi to lahko povzročilo nadaljnje nestabilnosti na trgu kriptovalut. Kaj pa vi mislite, je umetna inteligenca dosegla svoj vrh? Kar komentirajte spodaj. To je bil hiter pregled najbolj zanimivih kripto zgodb iz sveta kriptovalut. Hvala, da ste bili z nami in se vidimo naslednjič.